Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes vas vabim v šolo čiščenja podzavestnih vzorcev. V glavnem pripravljam 1. februarja začetek šole, ki bo trajala 3 mesece, se pravi vsak četrtek zvečer, predavanje preko Zooma in v glavnem seveda bom lahko tudi odgovarjala na vprašanja in pomoč pri čiščenju podzavestnih vzorcev. Zdaj pa zakaj pripravljam to šolo? Ker enostavno, zakaj bi se vi vpisali v to šolo? Saj veste, kaj boste vi od tega pridobili? Glejte, če se že dalj časa ukvarjate z eno in isto težavo, recimo, vsako polno luno vas nekaj premakne, vsak mlaj se vam nekaj dogaja. In potem rečete, ja, mene pač nekaj daje, ali pa rečete, jo, meni hormoni nagajajo. Mogoče vam pa čustva želijo nekaj sporočiti, pa ste tako močno navajeni potlačevati, se pravi skrivati čustva sami pred sabo, da jih dejansko ne zaznate. In ko pride luna, ker vemo, da luna vpliva na nezavedni del nas, vam pomeče vse skupaj ven. No, zdaj pa, če si predstavljate podzavest. Kaj je sploh podzavest, ne? Za moje pojme jo je najlažje primerjati podzavest z ledeno goro. In zdaj, če gledamo, da je ledena gora, večji del je nad gladino, se pravi, to je ta zavedni del, 20%, in 80% je nezavednega. In tukaj noter imamo pospravljeno marsikatere vzorce, tukaj noter so skriti vzorci po liniji družinskih korenin. Glejte, mi po liniji družinskih korenin predelujemo tudi 9 generacij, se vlečejo korenine in predelujemo. Druga zadeva pa, verjamemo to, da smo mi kot duše na potovanju in da si izberemo mi kot duše določeno družino z namenom, da bomo predelali neke določene vzorce, neke svoje rane, bolečine, ki smo jih dejansko skrili sami pred sabo. Podzavest si lahko primerjate tudi kot neko temno shrambo ali pa klet. In tam noter je tako močno zabetoniran, skrito, določeni vzorci, določene bolečine, da se jih niti sami ne zavedate. Zadnjič je bila ena gospa pri meni na svetovanju, predeluje raka in je rekla, da ko je prišla do točke, da je začela čutiti svoja čustva, je občutila tako jezo, da je, mislim, da je multipraktik vrgla skozi okno. In prav tako, sama sebi se je čudila, od kod ima toliko žalosti, toliko jeze v sebi. V glavnem, podzavest je kot ena shramba, kamor skrijemo sami pred sabo. Glejte, podzavest bi si lahko primerjali, pa ne tako lepo škatlo, ampak črno škatlo. In kaj se zgodi, ko odpremo to škatlo, je tako, kot bi odprli Pandorino skrinjico. Zdaj verjamem, da mnoge od vas je strah pokukati v to škatlo pa reči, kaj imam jaz tam noter, ne? Ker potem mi v tej šoli bomo vzeli svetilko, posvetimo noter in rečemo, to se skriva tam noter. In mnogi želijo skrivati sami pred sabo in ne želijo pogledati. Ampak zdaj pogledajte, za koga je ta šola namenjena. Če imate razna kronična vnetja, če imate kronične bolezni, če imate genske bolezni, ki se prenašajo po družinskem deblu, pa rečete, pri nas imamo vsi sladkorno, pri nas smo vsi taki. To je v bistvu vzorec, ki ga predelujete vi kot družina. V glavnem, gre se za to, da pokukamo tam noter. Vam povem, kakšne sanje sem jaz imela leta nazaj. V glavnem, sanjalo se mi je, da sem bila v svoji, v bistvu v bivši, ampak to je bila edina služba, kamor sem hodila, prva 3 leta, od 19. do 22. leta. No, v glavnem, sanjalo se mi je v tiste službe. In da smo imeli eno shrambo, kjer je bilo vse živo noter, ropotarnica je bila. In jaz sem šla tam noter v tisto shrambo in začnem nekaj brskati in pride moj sodelavec mimo in pravi, in mu jaz razlagam, da se bo peč ugasnila. In potem, ko sem šla pogledat, razlago sanj, in dejansko, moje sporočilo je bilo, moje duše, če ne boš počistila podzavesti, se, peč, če jo sanjaš, pomeni spolna energija. In če pri ženskah ugasne spolna energija, pomeni hormonske težave, ne nazadnje, razne, ne samo hormonske težave, lahko predelate raka na določenem področju. Recimo v tem primeru lahko
recimo jaz kot ženska predelujem največ preko izražanja, se pravi težave s ščitnico, po drugi strani kronična žalost in naslednja stvar, pač vrednost postaviti sebe v to žensko energijo, zavedati se, da sem ženska in da se ne skrivam pred tem, da se dobro počutiš v ženskem telesu. No in zdaj, če veste, da imate vi kakšno stvar za predelati, in verjemite mi, če ste na zemlji, pomeni, da imate kaj za predelati. V tem primeru vam nudim pomoč. 3-mesečno šolanje preko Zooma, vsak četrtek zvečer od 8 pa tam do pol 10. Posnetke boste imeli še isti dan na voljo v portalu za našo šolo. Tam boste lahko pač te posnetke pogledali in vsakič bomo tu delali molitve, meditacije za čiščenje podzavestnih vzorcev. Dejansko, zdaj seveda imam izkušnje z lansko skupino, dejansko to, kar gre skozi mene, delam drugačno meditacijo, kot je ta, ki jo najdete na internetu. Delali bomo tudi meditacijo za rezanje eteričnih vezi, delali bomo meditacijo za čiščenje korenin družinskega debla, delali bomo meditacijo za ozaveščanje in čiščenje bolečin prvih let življenja. V glavnem, dajte, vsi imamo nekaj nakopičenega v tisti škatli, tam noter, in ni bela škatla, nažalost imamo po večini črne škatle, ta črna skrinjica. In ta črna skrinjica določa, kako gre naše življenje. Zato vas vabim, lejte, če vidite, da rabite nekaj narediti, da morate zgraditi zdravo samopodobo, da je čas, da pozdravite svoje fizično telo in ozavestite določene vzorce, ki vam povzročajo bolezen. Če iščete vprašanj oziroma odgovore na vprašanje, kaj delate z določenim človekom, ja, vpište se v program šole čiščenja podzavestnih vzorcev. V glavnem, komu lahko še pomaga? Pomaga lahko vsem, ki boste delali. Pač ta šola ne more pomagati, če ne delate. Če boste pa delali, vam povem, da samo to, da sledite, da se priklopite enkrat na teden in da potem med tednom počistite, kar se odpre, katere rane se odprejo, boste videli, kakšen premik boste naredili. Vam povem eno zgodbo ene gospe, tudi na spletni strani zavestnoustvarjanje.si, tam je objavljena njena zgodba in zgodba je tudi objavljena v moji zadnji knjigi, Ko imajo moški hormoni žur. V glavnem, gospa predeluje en kupenih dvornih dam, v glavnem en kupenih prijateljc, ki so ji šofirale življenje na tak in drugačen način, po drugi strani je ranjena kot ženska iz partnerskega odnosa in zapuščen otrok. In v glavnem, ta potreba, da mora kupovati ljubezen, ta želja po ugajanju, ta želja, da prosim, imejte me radi, je v njej zbudila to, da se je zmerom nekomu priklanjala. Naslednja stvar, ko se je pa pojavila korona, je pa v njej zbudila vse skupaj še jezo na to, da je omejena z gibanjem, da ni več svobodna, da je ukleščena. Dejansko, midve, ko sva predelovali, ona je bila v naprednem paketu in sva imeli tudi osebna svetovanja. Ko je predelovala vse te vzorce, se je pokazalo eno življenje, ko je bila v času prvih kristjanov in se je borila za vero. Potem se je pokazalo neko drugo življenje, ko je bila neka španska kraljica in se jo tako okrog prinesla, da je bilo to nekaj neverjetnega. In na koncu, kar si je dala za obljubo. In poglejte, če imate za obljubo, vam povem, je to tako, kot da bi imeli vozel. In ona si dala za obljubo, da bo vedno v vseh življenjih rajš debela, kot pa da bo nekomu na razpolago spolno. In seveda normalno se je začela rediti in kljub temu, da je hodila v šolo hujšanja, ni mogla shujšati pač tudi grama ne. Ona je najdla radost v življenju. Ampak vam povem, radost v življenju, ko učke žarijo, ko duša poje. Pač to je tako lepo videti pri ljudeh ta napredek. Jaz tako uživam, ko vidim napredek pri ljudeh, ki delajo. Ampak res uživam. Ker to je tudi del tega mojega plačila, ker vem, da pomagam ljudem narediti notranjo transformacijo. Zdaj, lejte, dajmo pogledati, če je par sporočil. Prehod v novo dobo. Da vidimo, za vse tiste, ki se odločate, a bi bila tale šola za vas?
Se pravi, najdete več informacij na spletni strani zavestno-ustvarjanje.si, lahko dodate še Minka Marija Gartner zraven, v glavnem v vsakem primeru boste najdeli več informacij. V glavnem, lejte, če pogledamo sporočila, čiščenje preteklosti, osvobajam se v starih vzorcev in vse se zgodi z nekim namenom. To je karta 30, se pravi, gre se za to, da počistite vzroke. Ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vase in to zmorem. V meni je moč spremembe. Moje srce se zdravi, ko grem v naravo, k vodi in vanjo zmečem kamenje svoje bolečine, ko objamem drevo. Solze čistijo mojo dušo, vse je tako, kot je prav, zaupam. No, še ena stvar. Jaz nisem prepričana, da bom tale program še ponavljala. Zdaj čutim, da naredim še eno 3-mesečno šolo in potem bom videla, ali bom naredila še kaj naprej ali ne. Ampak kot veste, pač odločam se pri vseh projektih skozi svojo intuicijo in to, kar me potegne, to delam in kar me ne potegne, pač tega ne delam. Mnogi ste se odločali, enkrat bom pa šla z Minko na potovanje. In potovanje ne delam več. A veste, ko sem čutila, da sem jih delala. In zdaj ne čutim več, ker sem dobila sporočilo preko sanj, da sem peljala ljudi po bivši Jugoslaviji in da dejansko smo prišli do konec poti in smo mogli obrniti in se avtobus prevrnil name. Pač jasno sporočilo, to je zaključena pot. In če razmišljate, da je čas, da greste v šolo, da počistite podzavest, vpište se zdaj. Ker se pravi, nisem prepričana, ne vem še, bom videla čez 3 mesece, čez pol leta, če me bo še nagovorilo, bom še delala, če me ne bo nagovorilo, pač tega ne bom delala. No, naslednje sporočilo. Zmoreš vztrajati na začrtani poti. Angeli ti stojijo ob strani. Jaz verjamem, da smo vsi mi božansko vodeni. In tisto, ko dobiš neko informacijo, se ti pokaže, je tako, in da dobiš pozornost na njo, je to sporočilo, to je zate. In vsi vemo, zadnjič mi je gospod govoril, kolikrat je bilo že tako, je, ne vem, šel na potovanje, pa je bilo tako, ena stvar pa je bilo, saj ne rabam. Točno to stvar bi rabo samo. In se je navadil, da kar mu angeli pokažejo, to on vzame s sabo. Včasih hočete priti hitro do rezultatov, vendar v ozadju delujejo skriti dejavniki, ki jih še ne zaznate. Ko pridejo temni oblaki, ko obup zakrije prihodnost, se zavedajte, da so to samo preizkušnje, ali zmorete ohraniti vero. In ja, glejte, tudi ta trenutek seveda šola nekaj stane. Osnovni paket pride 450 €, naprednik, ki vsebuje tudi osebno svetovanje, 1200 €. Ja, nekaj stane, ampak če gledate, da na podlagi tega rešite življenjska vprašanja, a je to drago. Glejte, koliko denarja damo, ne vem, za neka potovanja in pridemo potem skregani domov. No, jaz govorim o svojem preteklem življenju, ne zdaj, ampak toliko denarja daš za celo družino in na koncu prideš crknen domov. Pač mogoče je že kdaj čas, da sebe postavite na prvo mesto. No, gremo na naslednje. Sporočilo pa je, tvoje srce je čisto in zato lahko sprejemaš večno modrost. Modrost tvoje duše. Ko se vi povežete z energijo svoje duše, dejansko dobivate direktna sporočila, kaj je dobro za vas. In naslednja stvar, ta pogum, da slediš tem korakom, verjemite mi, vaša duša vas vodi tja, kjer je za vas najbolje. Globoko se zavedajte skrivnosti življenja. Ko prosite za modrost, ste hkrati blagoslovljeni z ljubeznijo, obiljem in mirom. Duša pozna vse odgovore. In če vas kliče v tale program, pač prosite, naj se zgodi nek čudež, da dobite neko čudežno rešitev, da lahko prisostvujete. Pač prosite in vam bo dano, trkajte in se vam bo odprlo. Pač tako grejo zadeve. In zdaj, če gledamo v Svetem pismu, piše pač naprej, bodite obkroženi s svojim odgovorom in rešitev se bo pojavila. In druga stvar, kar verjamem, ko je učenec zrel, učitelj pride.
In če čutite, da je to ena taka skupnost, kjer vam bo pomagala pozdraviti vaše srce, dobrodošla. Ti si ljubezen, se zavedaš tega in dovoli si videti ljubezen. Tvoja srčna čakra čaka, da začne žareti. To je generator energije. Generator, ki poganja vse ostalo okrog. Ta srčna energija se čuti, hodi pred vami, zaznava. Srce ima svojo modrost. In zanimivo, gen, ki je odgovoren, recimo pri metulju, da se gosenica transformira v metulja, je ravno tako prisoten v našem srcu. In je odgovoren za našo notranjo transformacijo, za naš notranji preporod. Tvoje srce naj bo vedno v stanju ljubezni. Tudi če te ta trenutek odnosi preizkušajo, lahko občutiš ljubezen. Toplina sonca, šumenje vetra, bučanje morja, si zvezd, milina lune, trdnost skale, čarobnost jutra, energija kristalov, petje ptic, žar otroških oči, poljubljene osebe, stisk roke, objem prijatelja ali nasmeh tujca. Vse izraža ljubezen. Ko si ti, ki tole poslušaš, naravnan na vibracijo ljubezni, jo lahko občutiš povsod. In dovoli, da se pozdravi tvoja ranjena duša. Glejte, kar jaz vidim pri ljudeh, pri mnogih je tako, da imajo morje žalosti. In ta njihova srčna čakra, srce se je utopilo v tem morju žalosti in nosijo tukaj gor tako prav bazen samih solz. In ko se to dejansko sprosti, to ni, da boste zdaj 2 leti skupaj jokali, ampak ko se sprosti, je tako osvobajajoča energija, je to tako, kot da bi odprli nek plašč in zadihaš. Dejansko tako močno to deluje. Žalost, glejte, ljudje, ki so kronično žalostni, jim žalost zaduši življenjsko energijo, odpornost. Vemo, da tukaj zadaj je priželc in ta priželc je povezan z inkubatorjem imunskih celic. In ljudje, ki so kronično žalostni, na stara leta jim dobesedno priželc odmre, izsuši se in tudi imunski sistem neha delati. In kar sem jaz videla tudi pri strankah, da nekatere imajo luknjo skozi srčno čakro. Enostavno tako, kot da ne bi imeli srca. So prijazni, ampak ne zmorejo občutiti ljubezni. Zdaj vprašanje je, ali lahko nekdo pozdravi srčno čakro, če je tako močno ranjen? Odgovor je ja. Ampak edini, ki ima dostop do tega, do te luknje, je on sam. Noben guru, nobena terapija mu ali ji ne more pozdraviti ranjene srčne čakre, ampak vsak sam. In na kakšen način? Da pogledaš direktno v svojo bolečino duše in si dovoliš čutiti, ja vem, čustva bolijo, in si dovoliš pozdraviti svoje rane. Vem, da zna biti zelo naporno, zato ja, seveda priporočam tudi jemanje vitaminov in sploh v času šole dajem mojim študentom, dajem večji popust na vitamine, zaradi tega, ker celični spomini se čistijo preko limfe. No, zdaj, kaj dobite poleg tega pri vpisu? Seveda, znanje, meditacije, potem pa dobite popustna prehranska dopolnila. Če ste v naprednem paketu, dobite komplet vseh mojih knjig, in če ste v osnovnem paketu, poleg vpisa dobite darilo, pač ena knjiga iz mojega kompleta po vaši izbiri. No in zdaj pogledamo še eno sporočilo, naprej govori napredek. Tvoje delo bo blagoslavljalo, pozdravilo, navdihnilo in razvedrilo duha in srca ljudi. Se pravi, to, kar ti danes predeluješ, slej ko prej nekomu boš nekoč lahko podal roko. Ker ljudje, glejte, lahko učimo druge ljudi to, kar smo sami prehodili. In šola, ki jo dajemo skozi, ja, je težka. Pač življenje
Kamorkoli pogledamo, v katerokoli družino, vidimo, da vsaka družina nekaj predeluje. Ampak veste, včasih se najde kakšna pogumna duša in mogoče ste to vi v vaši družini, ko se kot duša odločite, jaz bom prevzela nase del tega stranja, pokoreninega družinskega debla in bom predelala. In če se mogoče vi sprašujete, zakaj ravno jaz, zakaj meni tako težko, mogoče ste prevzeli del družinske karme, da boste to počistili. Ja, zdaj, a veste, vi kot duša ste veliki, ampak mogoče je teža življenje malo pretežka, pa zaradi tega obupujete. Ampak ne obupati. Če do zdaj gledate tale video, pomeni, da ste res na pravi vibraciji. In zdaj poslušajte naprej. Ti, ki tole poslušaš, ti si povezan z večnim virom. Bogastvo, božansko bogastvo kroži v tvojem življenju. In dovoli in zavedaj se tega, da ga je vedno več, kot ga potrebuješ. Ponavljaj si, vsak dan in vsako noč napredujem, ter se razvijam duhovno in na vseh področjih. No, to so zdaj karte prehodu v novo dobo, zdaj bom pa šla, tle jih imam, vemo še na tale sporočila. Se pravi, za vse tiste, vas, svetle dušice, ki tole poslušate, kar se tiče vpisa v šolo čiščenja podzavestnih vzorcev, čiščenja karmičnih vzorcev. Kaj vam stvarstvo sporoča, kaj boste predelali, ozavestili, kaj je tisto, kar je prav, da se zavedate. Se pravi, pojmo skozi 3 sporočila in je tako. Glejte, ta slikca je neverjetna. To ste vi, tale otroček. In ključavnica je odprta, se pravi, samo odpreti morate vrata in vas čaka boljše življenje. Ne biti tako kot majhni otroci, ki reče, ne morem, utrujen. Gre se za to, da razumete, da lahko naredite korak naprej. Čas je, da greste v tišino, da v tišini predelate svoje vzorce in da tam najdete tudi odgovore. Jaz vam bom skozi to pot majčkeno pomagala. In čas je za sodelovanje in celovitost. In čas je, da uskladite v sebi, tako moški kot ženski pol. Čas je, da temno in svetlo ozavestite. Čas je, da pride do zaključka nekega cikla, da lahko greste naprej. No, takoj na začetku šole vam bom tudi razlagala, bomo pogledali, v katerem ciklu ste, točno za vas, in boste videli, kaj je tisto življenjsko poslanstvo, ki ga imate zdaj ta trenutek za narediti. V glavnem, če vas pokliče, kliknite spodaj povezava in v glavnem tipkajte v Google www.zavestno-ustvarjanje.si in tam najdete več informacij. V glavnem, jaz se veselim. Začnemo 1. februarja ob 20. Tako da vabljeni v mojo družbo. Jaz sem prepričana, da tisti, ki ste se odločili, da boste naredili premike, to bojo res premiki. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim.